sanjali toliko časa, 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. Lep pozdrav vsem poslušalcem, moje ime je Matej Petek, to pa je analiza današnje tekme Luke Dončića proti Philadelphia 76ersom, ki je bila odigrana v sklopu promocijske turneje NBA lige na Kitajskem v Šanghaju. Košarka je na Kitajskem izjemno popularna, za ping-pongom je celo drugi najbolj popularni rekreativni šport. NBA liga je pa daleč najbolj popularna tuja liga, tudi če upoštevamo nogomet in vse ostale športe, daleč najbolj gledana tuja liga. NBA igralci pa recimo tam vsako leto, vsako poletje preživijo več tednov vsi po vrsti na različnih promocijskih turnejah, individualnih promocijskih turnejah. Kitajska je namreč ogromen trg in NBA seveda v ta trg ogromno vlaga, ker 1,2 milijarde potencialnih gledalcev le ni šala in tudi recimo zaradi Kitajske NBA liga še vedno ohranja status najbolj gledane svetovne lige oziroma tuje lige, ki jo gledajo v največ različnih državah po svetu. Preden začnem z analizo, pa bi vas samo na hitro pozval, če lahko všečkate tale posnetek na YouTubu, če se lahko naročite na naš YouTube kanal in če lahko isto storite tudi na naših iTunes in SoundCloud platformah. Kmalu sledi tudi daljši podcast, kjer se mi bo pridružil tudi Blaž in morda še kdo, kjer bomo bolj podrobno analizirali tudi vsa ostala moštva, poletne premike, ne samo v košarki, tako kot ste že vajeni, košarka in nogomet, podcasti, sezone so se začele, tako da začeli se bodo tudi naši podcasti. Za danes pa, kot sem dejal, tale kratka analiza in zato veselo na delo. Kot sem že omenil, je Dallas igral proti Philadelphia 76ersom in to je bil resnično dober test za Dončića, eno izmed boljših moštev v NBA ligi, top 7, top 8 moštvo, nedvomno. Lani se je prebilo do polfinala konference, tam izgubilo proti Bostonu. Letos želijo storiti še korak naprej, čeprav bo to na vzhodu precej težko, namreč Boston in Toronto sta še močnejša, vendar takoj za njima pa verjetno je že Philadelphia, zato kot sem dejal, več kot primeren nasprotnik, težak nasprotnik in tudi nasprotnik, ki ima točno tako postavo, ki v teoriji lahko odlično zaustavi Dončića in deloma jim je to danes tudi uspelo, vendar ne v celoti in na koncu solidna predstava Luke, lahko bi bilo še bolje, pravzaprav vsi pričakujemo precej več oziroma dosti boljše predstave, kot je bila današnja, vendar to ni bilo slabo. Na koncu 11 točk, met 4-11, vendar je potrebno omeniti, da je zgrešil vse 4 mete za 3 točke, torej met za 2 točki 4-7. Prišel nekajkrat lepo do obroča, do metov je prihajal. To je bilo recimo eno izmed tistih vprašanj, ki smo si ga zastavljali pred premiernim nastopom proti NBA moštvu, če temu tako rečemo. Namreč tista prva tekma, ki jo je Dallas odigral v teh pripravah, je bila odigrana proti moštvu sredine Kitajske lige, srednje dobremu moštvu iz Kitajske lige, torej zelo lahek nasprotnik in bolj kot ne samo trening tekma, kjer je Luka seveda navdušil z nekaj maestralnimi potezami v njegovem slogu. Vendar tisto je bilo bolj kot ne samo ogrevanje za to današnjo tekmo, ki pa je bila že precej bolj primeren test, oziroma lahko kar rečemo, da bolj neugodnega nasprotnika v obrambi, kot je recimo moštvo, ki ima Simonsa in Covingtona, dva, top 15, top 20 nedvomno obrambna igralca na njunih pozicijah, Covington verjetno celo top 10 obrambni igralec, neverjetno, lahko kar rečemo med najboljšimi 10 obrambnimi igralci na krilu, Simons pa ne dosti nižje, recimo tam nekje med 20-terico zagotovo sodi, verjetno bi ga nekateri celo med 15-terico, dva igralca, ki sta višja od Luke Dončića, obenem tudi hitrejša, verjetno tudi močnejša, torej v vseh pogledih fizično superiorna. V vsakem primeru igralca, ki imata precej fizičnih prednosti, zato je bilo zanimivo videti, kako bo Luka lahko prihajal do meta. In kot sem dejal,
je prišel do nekaj dobrih metov. Na koncu, kot sem že omenil, zgrešil vse 4 mete za 3 točke. Enega ali 2 več bi zagotovo lahko zadev, imel je tudi dovolj prostora, vendar danes so bili vsi njegovi meti malce prekratki, ker je Luka tudi zgrešil oziroma zadev samo 3 od 6 prostih metov, tudi tukaj bi lahko zadev kakšnega več in potem bi na koncu tudi statistika izgledala precej bolje. Vendar bolj pomembno je bilo seveda vprašanje, ali je prišel do metov in do metov je prišel, samo roko mora malce bolje nastaviti. Potem je na koncu v statistiko vpisal še 6 skokov, 3 podaje, 3 ukradene žoge, 2 blokadi. Izgubil je tudi 4 žoge, tudi prvo tekmo je izgubil 4 žoge, vendar večina teh izgubljenih žog je posledica njegovih lastnih napak, recimo korake je storil, dvojno vodenje enkrat oziroma prepočasi žogo dal ob tla, ko je šel v prodor. Tako da mislim, da tudi izgubljene žoge niso neka stvar, o kateri bilo potrebno kaj preveč dramatizirati in bo to vsekakor znižal to število. Zato na koncu lahko rečemo, da je imel povsem solidno statistiko, vendar je bilo tudi recimo jasno, da 1-1 proti Simonsu ni mogel priti do meta. V enem izmed prodorov ga je poskušal nekajkrat prodreti, pa mu ni uspelo in ga je Simons zelo lepo zaustavil. In tukaj smo recimo lahko videli, bili priča temu atletskemu pomanjkljaju Dončića, ker bi lahko z malce hitrejšim prvim korakom storil več. V pick and rollu pa ni imel nobenih resnih težav, on je mojster manevriranja blokov, lahko podaja, lahko zadane, lahko prodre, vse to nasprotniki vejo, zato seveda mu dajo nekaj več prostora oziroma vedno pride do prostora v pick and rollu. V izolaciji bo pa verjetno potreboval še nekaj fizičnega treninga, čeprav je seveda tukaj tudi Simons tako specifičen igralec, ki je visok 208, 209, morda še kanček višji centimetrov, ob tem seveda hitrejši od Dončića, izjemno hiter, izjemno gibljiv igralec, tudi močan, ki je preprosto atletsko, ne samo Dončiću superioren, vendar večini igralcev, samo recimo kakšen Greek freak, Giannis Antetokounmpo in podobni in seveda LeBron so recimo še malce nad Simonsom. Ampak Simons je povsem pri vrhu teh NBA atletov in zato seveda več kot primeren test v obrambi za Dončića in za prvi tak test že spet mislim, da je na koncu Luka povsem solidno odigral. V obrambi bi lahko pa rekel, da še bolje. Pokrival je Šarića, sedaj je že jasno, da bo Luka več ali manj pokrival krilne centre, krila. Morda recimo na kakšni tekmi se lahko zgodi, recimo če igrajo proti Lakersom in Lonzu Ballu, Luka bi lahko pokril Lonza Balla, visokega branilca, ki ni najhitrejši in nima metov daleč, ja. Takega igralca lahko, ampak kakšne hitrejše, bolj eksplozivne branilce, to je bilo pa tudi danes recimo vidno, ko je parkrat moral prevzeti hitrejšega branilca v obrambi, rotirati, ga je ta dvakrat precej zlahka prebil. Ampak v obrambi Šarića pa Dončić odlično, dvakrat ga je blokiral, enkrat mu je še ukradel žogo, Šarić na koncu 3-11, proti Luki je zadev samo en met, tako da tukaj si vsekakor zasluži pohvale in očitno bo dovolj močan, da se bo vsaj recimo s krilnimi centri tipa Dario Šarić lahko kosal v obrambi. Tisti prvi korak, eksplozivnost, lateralna hitrost, recimo, ki sem jo pa že omenjal tudi v napadu, ki bi jo recimo potreboval za igro v izolaciji, to pa recimo se vidi tudi pri obrambi na že omenjenih recimo branilcih, manjših, hitrejših, bolj eksplozivnih igralcih in to je bil njegov problem že v Evropi, preprosto je preveč visok, preveč okoren za kvalitetno obrambo na nižjih, hitrejših, bolj eksplozivnih igralcih. Ampak tudi tukaj ima dovolj prostora za napredek. V vsakem primeru, po zagotovilih njegovih trenerjev, po informacijah novinarjev, ki so vsak dan z moštvom, je Luka prišel na priprave približno tam 10 to 15 pounds, pravijo pretežak, torej 10 do 15 funtov, koliko je to, 6-7 kilogramov recimo. Verjetno jih je zdaj že kakšnega stopil in jih bo še nekaj moral.
In potem bo mogoče tudi malce lažje pokrival, seveda, ko bo izboljšal tudi preostale elemente fizike, predvsem eksplozivnost, potem mu bo lažje v napadu in obrambi, ampak Luka je vendarle rookie. Z vsem hajpom, ki so ga v zadnjih tednih v javnost spravljali v Dallasu, na čelu z njihovimi legendami, od Dirka Nowitzkega do trenerja, do recimo kakšnih gostov samo na treningih. Steve Nash si je ogledal en trening, do kakšnih igralcev, ki so samo sodelovali na treningih, preden so se začele priprave, pa ne igrajo za Dallas Mavericks, recimo LaMarcus Aldridge. Vsi po vrsti so v različnih izjavah, intervjujih, pogovorih govorili o izjemnemu Dončiću, da ne morejo verjeti, kaj vidijo. Nowitzki je dejal, da v 20 letih še ni videl nobenega igralca s takim pregledom, ki bi tako podajal kot Dončić, s tem, da je potrebno seveda povedati, da je Nowitzki igral v istem moštvu z Kidom in z Nashem, z dvema top 6-7 organizatorjema vseh časov. Nash, že omenjeni Nash, si je recimo ogledal enega izmed treningov in dejal, da ga Dončić spominja na 2 metra in 3 centimetre visoko verzijo njega. Torej, vse mogoče visoko leteče pohvale. Zadnjič je recimo Bled dejal, da je brez dvoma bivši trener Cleveland Cavaliersov in seveda legenda evroligaških trenerjev. Tudi reprezentančni, konec koncev z Rusijo je osvojil zlato, nedvomno trenerska legenda. In tudi on je recimo ravno par dni nazaj dal en intervju, pogovor, kjer je na veliko hvalil Dončića, in tudi ta intervju je recimo zbudil veliko pozornosti na drugi strani Atlantika, kjer se je ustvaril gromozanski hajp, kjer seveda ob tem hajpu, ki se je ustvaril, vsi pričakujejo izjemne predstave, tisti, ki ne marajo Luke, in na drugi strani predvsem v sferi college trenerjev in college igralcev, ki niso uspeli kot profesionalci, torej njihovih univerzitetnih športnih legend, trenerskih in igralskih, predvsem v teh vodah je Luka zelo sovražen, ker seveda prihaja iz profesionalnih vod, iz Evrolige, in če bi se recimo to lahko ustalilo kot neka resna opcija, alternativa tudi mlajšim ameriškim igralcem, da namesto da grejo na college, grejo raj zaslužiti, če recimo kakšen milijon, par 100,000 dolarjev v Evropo, in bodo še vedno lahko izbrani prvi, drugi, tretji, če gre za najvišje talente oziroma visoko, če gre za zelo dobre igralce. In v teh univerzitetnih vodah, športnih univerzitetnih vodah, ki so v Združenih državah Amerike, mislim, da 5 ali 6 milijardna industrija, gromozanski denari se tam obračajo v amaterskem športu, v univerzitetnem športu. In iz teh sfer prihajajo, predvsem vidim na družbenih omrežjih, ogromno college trenerjev, college igralcev, ki niso uspeli kot profesionalci, kot sem že dejal. Res brusi nože in samo čaka na kakršnokoli napako Dončića, in zaradi vsega tega hajpa in vseh teh napovedi, ki so bile spravljene, lansirane v javnost v zadnjem času, bo Luka na začetku sezone moral igrati precej bolje, igrati odlično, če bo želel upravičiti ta izjemno visoka pričakovanja. Celo nekateri igralci v Dallasu potihem govorijo v končnici in zraven seveda omenjajo Luko kot razlog, zaradi katerega mislijo, da bodo igrali v končnici. In osebno nisem pričakoval, da ga bodo na tak način izpostavili in da bodo pričakovanja že na začetku, takoj po njegovem vstopu v NBA ligo, tako visoka. Zato seveda tudi današnja predstava, kljub temu, da sem dejal, povsem solidna predstava, vendar ne predstava, ki je vredna nekega superstara, in nekateri malo da ne že pričakujejo zaradi tega hajpa, da bo Luka tudi v NBA ligi, tako kot je zadnjo sezono v Euroligi, dominiral in sodil že med najboljše igralce. Celo na nekaterih lestvicah je bil Luka recimo letos uvrščen, Bleacherjevi, ESPN-ovi, tudi Sports Illustrated, ni bil dosti stran od našega Dragića, ki je bil pa lani All-Star, in to vse povem, kako visoka so pričakovanja. Pri glasovanju generalnih direktorjev pred dnevi je bil celo na 3. mestu najboljših mednarodnih igralcev. Takoj za Giannisom Antetokounmpom in Porzingisom je bil na lestvici Dončić in pred Dragićem, ki na lestvici sploh ni kotiral.
Tako da pričakovanja so res nenormalno visoka in tukaj je potrebno opozoriti na to, da če Luka ne bo recimo igral predvsem bolje, kot je danes igral na začetku sezone, bo deležen velikih kritik in ja, verjetno se mu ob vsem pluvanju ne bo treba niti stuširati, ker bo vas moker. Pljuvali ga bodo tako, kot bi deževalo, oziroma kar deževali bodo pljunki po njemu, če sem malce bolj slikovit. Tisti aspekt, ki ga poleg Dončićeve igre v obrambi velja izpostaviti, tudi njegov izjemen pregled, ki je že spet prišel do izraza. Odigral je en čudovit pick and roll s Pavlom, res podaja on the money, on the button, kot bi se reklo, direktno samo zamahnil je z roko, pa je žogo pospravil z upom v koš Pavel. Ne samo, da je do lastnega meta prihajal brez težav, Luka tudi svoje soigralce je zalagal z lepimi podajami po pick and rollu, tudi v tranziciji je imel eno čudovito no-look podajo. Kar nekajkrat so ob njegovih potezah tudi kitajski navijači navdušeno dvignili glas, povzdignili glas, zaploskali. Dončićev pregled in njegove podaje so tisto, kar ga dela posebnega, so tisto, kar ga dela izvenserijskega. In tukaj je recimo vprašanje to ravnotežje, ravnovesje med njim in Dennisom Smithom Jr., ki je mimogrede danes odigral odlično tekmo, izvrstno tekmo, bil najboljši igralec Dallasa, 20 točk, 5 skokov, 5 podaj, samo ena izgubljena žoga, 50% met iz igre, 50% met za 3, kot sem dejal na koncu, najboljši igralec Dallasa. Tudi Nemec Maxi Kleber, še druga tekma po tisti prvi proti že omenjenemu kitajskemu moštvu, za sedaj še proti Filadelfiji, odlična tekma. Potem je bil pa že Luka, recimo tam nekje tretji najboljši v vrstah svojega moštva. In če se še malce posvetim temu ravnovesju med Dennisom Smithom Jr. in Dončiću pri playmakingu, pri organizaciji napadov, namreč tisto prvo tekmo proti kitajskemu moštvu je Luka zelo malo časa igral kot organizator in ko sta bila skupaj na parketu s Smithom Jr., je večino časa Smith igral kot organizator, prenašal žogo, postavljal napade, igral tudi pick and roll. Mislim, da na tisti prvi tekmi Luka ni odigral celo nobenega oziroma samo en pick and roll z DeAndrejem Jordanom. Jordana mimogrede sedaj na Kitajskem ni, zaradi smrti v družini je ostal v Ameriki. In to je še ena dodatna težava za moštvo, namreč Dallas brez Jordana in tudi brez Barnesa, dveh pomembnih, ključnih igralcev prve peterke, in brez njih bo na večini prijateljskih tekem, tako da bodo sezono vsekakor začeli neuigrani in tudi Luka ne bo ravno najbolje uigran s tema dvema igralcema, s katerima pa bo moral seveda igrati, se odlično razumeti na parketu, če bo Dallas res želel ustvariti vse te uspehe oziroma rezultate, ki jih pričakujejo ali napovedujejo potihem. Luka je na koncu imel 3 podaje, lahko bi jih imel 7 ali 8, če bi Majori in tudi Smith v enem protinapadu recimo pospravili njegove na pladnju servirane žoge v koš. Majori v pick and rollu je dvakrat res dobil, verjetno bi še jaz lahko to zaključil v pick and rollu, ampak Majori je malce bolj lesen, zato je zgrešil, tako da število podaj niti ne odraža natančno vseh njegovih lepih podaj, tudi na trojko je nekajkrat zelo lepo podal. Če bi bili igralci, soigralci njegovi malce bolj učinkoviti, bi na koncu imel 7-8 podaj brez težav, kljub temu recimo, da ni on primarni playmaker v moštvu. Danes precej več časa organiziral v primerjavi s tisto prvo tekmo in danes sta si že, bi rekel tako na prvi pogled, nekje Smith in Dončić približno 50-50 razdelila playmaking čas, ko sta organizirala napade, vodila napade svojih moštev. Čeprav je bilo recimo zanimivo, potem ko je Dončić nekaj časa igral z Barejo in Harrisom, še dvema branilcema, organizatorjema, dala se mi namreč celo vrsto zunanjih igralcev, organizatorjev, še Jalena Brunsona, letos so na draftu izbrali še enega organizatorja. Tako da, ko je Dončić igral recimo z Barejo, Harrisom, Brunsonom, tudi ni prevzel žoge kot primarna playmaking opcija, ampak je tam vsak tretji napad, recimo približno četrti napad organiziral. Tako da tukaj je še ogromno rezerve, tudi rezerve iz stališča taktike, iz vidika taktike.
trenerjevih napotkov, mislim, da bi v vsakem primeru Dončić moral biti primarna playmaking opcija, ker se vidi, da je z naskokom najboljši podajalec na parketu. Recimo na koncu je imel Simons 8 podaj danes, Dončić 3, pa če gledaš tako tekmo, niti približno nimaš občutka, da je recimo Simons toliko več podajal ali razigraval ekipo kot Dončić. Tako da mislim, da bo tudi tukaj statistika počasi ujela realno stanje, seveda bo pa precej odvisno tudi od Dončićeve vloge. Koliko časa bo v napadu zadolžen za vodenje igre, ali bo recimo poskušal Carlisle minute razdeliti tako, da bosta Dončić in Smith tudi nekaj časa vsak sama na parketu in vodila igro, ampak že spet, če je takrat Dončić na parketu z Barejo, Harrisom, Brunsonom, to so vse organizatorji, tudi takrat recimo tukaj morajo še najti neko skupno kemijo, neko ravnovesje v ekipi. Se mi je zdelo, da je na trenutke bil preveč zapostavljen nekje v kotu in preveč nekoristen, ampak že spet, to so detajli in stvari v igranosti. Še vedno govorimo šele v prvi resni pripravljalni tekmi, zato tudi ne smem iti predaleč v neke globoke analize. Tista ponedeljkova tekma, povratna tekma bo verjetno dala še kakšen dodaten odgovor, v katero smer lahko razmišljamo, v katero smer lahko gledamo, ampak za začetek, za tisto prvo pravo tekmo, kot sem dejal, povsem solidno, povsem spodbudno. Še posebej recimo dejstvo, da je izsilil ogromno osebnih napak. Nažalost, NBA statistika ne vodi števila izsiljenih osebnih napak. Ob vseh statistikah, ki jih vodijo, ki jih upoštevajo, naprednih in player tracking statistikah, me vedno zabava dejstvo, da ene tako osnovne statistične kategorije, kot je število izsiljenih osebnih napak, pa ne vodijo. Tako da natančnega števila izsiljenih osebnih napak žal ne vem, ampak zagotovo jih je največ izsilil v vrstah Dallasa, morda pa celo na tekmi med obema moštvoma. Ne bi bil presenečen, če je prav Luka izsilil več osebnih. Na koncu je tudi Covington v parih minutah, ko ga je pokrival, je 3 osebne, zelo hitro si nabral. Tako da to je en aspekt, ki bo tudi pomemben pri njegovi igri. Drug aspekt, o katerem smo pa seveda že govorili, poleg malce boljše atletike, je pa trojka, uspešen met za 3 točke. To je tisto, kar bo moral malce bolje zadevati, če bo želel seveda postati zvezda tudi na drugi strani Atlantika. Na hitro še v vrstah Filadelfije, Joel Embiid po malce manj uspešnem začetku, potem v drugem polčasu dominiral, na koncu 22 točk, 10 skokov, 4 podaje, sicer 6 izgubljenih žog in tudi kar nekaj osebnih, ne ravno najboljša tekma, ampak brez problema si je pod obročem ustvarjal prostor, ker seveda v vrstah Dallasa ni bilo DeAndreja Jordana. Najboljši igralec tekme pa z naskokom J.J. Redick na koncu v dobrih 20 minutah med 10-10, 7-7 za 3 in 28 točk brez zgrešenega meta iz igre, tudi brez zgrešenega prostega meta, 1-1 prosti meti, temu je dodal še 4 podaje in nobene izgubljene žoge, tako da ja, popolna predstava Redicka in morda brez Redicka Filadelfija na koncu niti ne bi zmagala. Na začetku je namreč Dallas dosti bolje otvoril tekmo, tudi nabral si kar precejšno zajetno dvoštevilčno prednost, tam 15-16 pik, ravno preden je Redick vstopil v igro in potem hitro jih vrnil nazaj v igro že do polčasa in potem v tretji zadnji četrtini še 2-3 trojke ustvaril tisto razliko 10 točk, no ja, tam nekje med 5 in 10 točkami so kar ves čas prednost držali v drugem polčasu. Tako da bodi to dovolj za tokratno hitro, kratko analizo, kot sem dejal, kmalu sledijo podcasti, daljši podcasti. Za vsa vprašanja, predloge, kritike, NBA Slovenija, Twitter SportInfoSi, YouTube SportInfoSi in lep pozdrav.
videli toliko časa, 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. So amazing, it's amazing.